ko se vrati. Stokrat sem si želel, da bi kar ugasnil, da bi bilo konc vsega. Ti dođeš na moje radije i govoriš mi na mene da budem razuman. To je mnogo nerazumno, majke mi. Nekdo se poskuša znebiti vseh upletenih. Apsolutno patetično. Kako se to frkina devojčica? Priletela nama je pred avto. Najprej lepo pozdravljeni, iskrene čestitke za čudovit film. Bili smo priča filmov, ki govorijo o življenju, o iskanju smisla. Kakšen je pa vaše smisel življenja? Nesmiselen. Mislim, iskrena ljubezen, pravo prijateljstvo, to so najvišje vrednote, ki jih lahko imamo. Film govori o spontanosti, pogumu, ki pelje dva stara prijatelja na pot. Kako pogumni in spontani ste vi v življenju? Še kar, da je tako v rumenem tisku veliko pišejo o mojem pogumu. Ampak v bistvu je to film o ultimativni svobodi. To se mi zdi še, da je treba poudariti. Ste črpali navdih v osebnem življenju? Vse je avtobiografsko v bistvu. Vsi stavki so avtobiografski. Tako da malo sem si pa zmislil. Da vejo, da mi vemo, kar je zdaj naša edina prednost. Da vemo, da oni vejo, da mi vemo. Ker zaenkrat oni še ne vejo, da mi vemo, da oni vejo, da mi vemo. Najprej iskrene čestitke za čudovit film. Hvala lepa. Film govori o življenju, o iskanju smisla, o prioritetah, o prijateljstvu, ljubezni. Film govori o policijskem inšpektorju, ki se bori z zločinci in jih na koncu razkrinka in dobro, kot v vsakem dobrem filmu, zmaga. Se strinjate s sporočilom filma? To pa se. Kakšno pa je pa vašem sporočilo filma? Takšno, kot mora biti. Da udri brigu na veselje. Ne sekiraj se danes, ker se lahko jutri. Bodi dober, ne naredi nikomur žalega. In kar je še takšnih misli. Kakšna pa je vloga prijateljstva, ki nas pelje na jug? Prijateljstvo, no vidiš to se je pa dobro čutilo v tem filmu. Prijateljstvo med tema dvema človekoma, ki se spopadeta s potjo. Zala, najprej iskrene čestitke za čudovit film. Zgodba govori o življenju, o pričakovanjih, smislu življenja, o ljubezni, prijateljstvu. Kakšen je vaš smisel življenja? Ljubezen? Ljubezen. Ljubezen je itak povsod in tako da povsod iščem smisel, povsod iščem ljubezen. Vas torej vaša pot vodi k ljubezni? Ja, oziroma še bolj pot je ljubezen. Cilj niti ne to, je drugotnega pomena. Kakšno vlogo ima v življenju prijateljstvo? Priča smo bili namreč dvema prijateljema, ki si drug drugemu pomagata in iščeta skupno pot. Jaz sem drugače rojena bolj tako introvert in sem se priučila druženja in zdaj, ko sem odrasla, sem si skovala v bistvu več prijateljstv, kakor ko sem bila majhna in vedno bolj spoznavam, koliko je to res pomembno. Tanja, lepo pozdravljeni. Danes smo bili priča enemu čudovitemu filmu, govori o smislu življenja, o iskanju vrednot, v poti proti na jugu, poti proti sanjam. Kako ste vi dojeli film? Ta film je resnično večplasten. Lahko se v njem najdejo različne generacije, ljudje različnih slojev, prepričanj. Predvsem sem bila pa fokusirana seveda na našo Zalo. Vaša Zala se je odlično znašla v svoji vlogi. Pa mi povejte, kako podobna je Zala v osebnem življenju in na platnu? Kje se vlogi prekrivata? Včasih pravijo, da so vse, da ne rečem genialne, ampak izvrstne stvari enostavne. Pri njej se vse v bistvu dogaja popolnoma enostavno, ker dela je z ljubeznijo, vedno me preseneča in takšna, kot je na filmu, je tudi privat. Na odru in na filmu je enostavno toliko dokumentarna, da mislim, da prepriča
Jokića, pa ne samo mene imamo, ne. Ma super, Dede gre na jug, jaz prihajam tudi iz juga, ampak iz druge strani, iz Italije. Zelo luškan film, meni je bilo zelo, zelo všeč in upam, da bo veliko publika, ker so se zaslužili res. Vsi, ekipa, režiser, Boris, Vlado, vsi. Zelo krasen film je.